mesta Kolkata, včasih angliško Kalkuta, kjer je ustanovljena osnovna šola za revne otroke, dekleta, in to šolo vodi Slovenka, mož pa je Indijec. Mislim, da je ta šola 20 let? Ja, 15 let, na pamet sem rekel. Več pa vama prepustim. Hvala lepa. Dobro jutro še iz najne strani, sva Klara in Ana Marija in, kakor je že gospod župnik napovedal, se res spaliti skupaj s 4 drugimi dekleti. In naša Eva je celo vaša faranka, sami zdaj trenutno na Logu pri Maši, se odpravljamo v Indijo, ja, v vas Pijali, ki je blizu, kakor se za Indijo spodobi, mestu Kalkuta, ja, res je. No, in s tem je matera Terezija približen, če tako malo za orientacijo, da boste videli, kam se podajamo. In naša naloga bo poučevanje različnih predmetov v tej šoli, od angleščine, biologije, izvajanje kakšnih delavnic, ker so te deklice res iz najnižje kaste, oziroma tako, tak kasni sistem v Indiji je res močen in to so taka zelo revna dekleta, ki niso videle sveta s takimi očmi kot mi. V popoldanskem času, pa v nedeljah, bomo pa izvajali tudi oratorije za uliške otroke, torej tudi za tiste fantke, ki pa v to šolo ne smejo, ker to je privat šola, zasebna in ne morejo vsi sploh si niti tega privoščiti. Tako da bomo veseli vsakega vašega daru, ko bo šel v celoti za šolanje teh deklet, pa za potrebe te šole. Tako da lepo povabimo še na delavnico, mislim, na naša stojnica v zuni. Ja, lepo zdrav še z moje strani. Jaz bi vas pa res toplo povabila k stojnici. Ne deluje samo na princip vzamem samo, če nekaj dam, tako da ste res toplo povabili vsi. Bomo pa prepričane, da se za vsakega nekaj najde. So, ne vem, pisala, potem imamo ene rokovnike za letošnjo leto 2022. Potem imamo tudi svečke, pa vas toplo povabimo, da nekaj izmolite, pa se nas spomnite. Potem so še broške, smo pa tudi same, ki smo se prvič kot ekipa lahko dobile v živo. Na nek način skuhale milo, pa smo ga malo pobarvale, pa dodale dišave, tako da res tukaj povabljeni. Bi se na tem mestu še rada zahvalila gospodu župniku za pripravljenost in gostoljubje. Za koliko časa? Za 6 tednov. 6 tednov. Kako ste se pa odločili prav za Indijo? A je to bila kaj? Dobro vprašanje. Ne vem, meni osebno so všeč take države, o katerih mogoče ne vemo toliko zelo, ali pa naprimer sploh za misijone, se mi zdi, da velika večina, najprej pomislim na Madagaskar, pa sem si rekla, da bi rada mogoče še kakšen del, ki še ni toliko poznata, kjer vem, da lahko pomagam. To je bilo pa zdaj. Ja, tudi to je zelo. Ker ta vera je tudi zelo na osnovi krščanstva, katoliška šola, če bi se reklo. Ta žena, ki vodi z možem šolo, ki iz Slovenije prihaja, je tudi sošolka ene brezoške faranke. Ja, in je ta brezoška faranka večkrat prosila tudi za kakšno slovensko knjigo, literaturo, ker katoliške literature, sploh pa slovenske v Indiji ni. Kar dobiva kot povezanost z domačo državo, domovino, prihaja iz Slovenije. Tukaj ne bo ta povezava tudi z nami, s temi ljudmi, ki toliko dobrega naredijo daleč od nas. Tako kot je papež Frančišek danes rekel, kar človek dobrega seje, to bo dobrega zraslo. Ne bo tudi vaše seme, dobrote, tam na drugem delu sveta, da bi raslo dobre sadove. Hvala.